Jutro je lepše z Radijem Sora. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Dobrodošli na valovih Radija Sora, kjer bomo danes na stežaj odprli vrata v delavnico Matjaža Reška, klobučarskega mojstra, ki s tradicionalno izdelavo klobukov ohranja kulturno in zgodovinsko izročilo škofjeloškega okolja. Kakšne mojstrovine nastajajo pod blagovno znamko Jim Klobuki, kako se odnos do klobukov spreminja skozi čas, kako pogosto si ga nadene sam in še kakšno malenkost iz njegove delavnice bomo izvedeli v današnji praznični radijski klepetalnici Na stežaj, v kateri zdaj z velikim veseljem pozdravljamo Matjaža Reška. Dober dan, dobrodošli v naši družbi, kako ste? Dober dan, odlično. Klobuki so, lahko rečeva, eno tako praznično pokrivalo in o njih bova govorila tudi v nadaljevanju. Začela pa morda kar s klobukom kot takim, ne? Veliki večini klobuk pomeni pokrivalo, vam pa verjetno kar precej več kot samo to. Kako na klobuke gledate vi? Ja, glede na to, da o njih razmišljam tudi takrat, ko nisem na delovnem mestu, mi verjetno pomeni malo več, ne? Skozi klobuke izražam svojo kreativo, sposobnost reševanja problemov, ki se pojavljajo pri izdelavi klobukov, tako da spremljajo me kar pretežni del dneva. Tako na vsakem koraku. No, z vašimi klobuki nadaljujete dolgo klobučarsko tradicijo na Škofjeloškem. Zdaj, če sem našla prave podatke, ta sega precej daleč nazaj, celo do srednjega veka. Kako bogata pa je pravzaprav? Ja, tako je v Škofji Loki so že v srednjem veku, je bilo okrog 5 klobučarjev. Te so pač na obrtniški način izdelovali klobuke. Okrog leta 1921 je bila ustanovljena tovarna klobukov Šešir, kjer si je večina teh obrtnikov zaposlila. Po stečaju tovarne, ki je bil v letu 2016, sem pa jaz odprl klobučarsko delavnico, kjer pa zopet prenašam industrijski način proizvodnje na obrtnega. 25 let približno, plus minus kakšno leto vas že spremljajo klobuki. Kako pa je preskočila tale iskrica med vami in klobuki, da ste se pravzaprav od strojnika, vzdrževalca strojev prelevili v, če rečeva, tekstilnega umetnika? No, v Šeširju sem bil zaposlen kot vodja investicij in vzdrževanja. Na tem mestu sem imel možnost spoznati vse stroje, postopke, faze izdelave klobuka. Po stečaju tovarne pa kot splet okoliščin sem pa malo premislil, glede na to, da imam 34 let delovne dobe, kaj znam delati, kaj bom delal, kaj bom po upokojitvi delal. Sem se pa pač odločil, da se lotim izdelave klobukov. Potem pa so bile vse misli in prizadevanja usmerjene v to. V klobuke, v njihovo izdelavo, njihov razvoj, je znanje tisto, ki je pri izdelavi klobukov še kako zelo pomembno, ne? Ja, izdelava klobukov je zelo kompleksna zadeva, predvsem zaradi faz, ki jih obsega. Tudi izobraževali ste se na tem področju zelo veliko, tako doma kot v tujini. Kje vse? Tovarna mi je omogočila ogled največjih klobučarskih tovarn v Evropi, kot so recimo Borsalino, Tonak, Polkap in klobučarskih delavnic večjih po Nemčiji, Avstriji. Pa tudi čez lužo, ne? Čez lužo pa sem bil pa prav na usposabljanju za izdelavo gotovega židovskega klobuka. To je v bistvu, mislim, da kar najzahtevnejši, kar prihaja iz klobučarskih rok. Je bila ta ameriška izkušnja, če rečeva temu, posebna, drugačna, nepozabna? Ja, vsekakor je bila nepozabna, pa tudi zelo dobrodošla, saj sem od tam pobral zelo veliko koristnih postopkov in spretnosti, ki jih zdaj s pridom uporabljam pri izdelavi svojih klobukov. No, glede na to, da gre pri klobučarstvu za staro obrt, da vi res strastno spremljate vse, kar se na področju klobukov dogaja, ste verjetno brskali tudi po preteklosti. Kako pa je sicer z zapiski, zgodovinskimi viri na tem področju? Obstajajo, jih je lahko, jih je težko najti? Same tehnologije pa tega je napisanega zelo malo. Bilo je, saj v tovarni klobukov Šešir je bilo večinoma po zvezkih mojstrov, oddelkov,
Sicer ena knjiga je taka, ampak je grobi opis. V bistvu je pa sploh težko opisati neke faze dela, ker klubučar mora to imeti v rokah. Se ne da opisati, kakšen občutek moraš imeti, ko nekaj oblikuješ. Da bi lahko potem iz napisanega to tudi spravil v prakso, ne? Tako. Po knjigi mislim, da nekdo, ki ga ne zna narediti, se ne bi mogel naučiti izdelave klobuka. Pa imate kaj tega gradiva še shranjenega tako v kakšnem posebnem predalu pod ključem, ker ne nazadnje gre vendarle za, lahko rečemo, lepe dragocenosti? Pravim, eno knjigo imam, v kateri je grob opis vseh faz izdelave klobuka, ostalo znanje je pa v glavi in se še kar naprej širi in dopolnjuje. In prenaša na tiste, ki so dovolj radovedni, da vas obiščejo tudi v vaših delavnicah, no več o slednjih pa rečeva tudi po glasbi. Sorina radijska klepetalnica na stežaj. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, mi è entrata dentro, c'era stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno bisogno sempre acceso. Come uno stereo in camera di chi è da solo adesso sa che anche per lui, per questo io vivo per lei. È una musa che ci invita a sfiorarla con le dita, attraverso piano e forte la morte lontana, io vivo per lei. vivo per lei che spesso sa essere dolce, sensuale, a volte picca in testa, ma è un pugno che non fa mai male. Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. È un dolore quando cade, con piacere estremo cresce, Attraverso la mia voce si espande, di amore produce. vivo per lei ed altro, e quanti altri incontrerò, e come me hanno scritto il viso, io vivo per lei. Io vivo per lei. Parto contro un Vivo per lei al limite. anche il domani Vivo per lei al margine. ogni giorno la Conquista, la protagonista sarà sempre lei. vivo per lei perché oramai io non ho un'altra via d'uscita, perché la musica lo sa, davvero non ho mai tradita. Vivo per lei perché mi dà pausa e note in libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo bene. Vivo per lei la musica, La vivo bene. per lei Io vivo per lei.
vivo per lei. Starý očito klobúk na vrapi pozabljen visí. Ga zdavnaj prehitel je čas in zvrtal mu luknje že 3. Starý očito klobúk nekoč bil je lep in pakal. Lep in mavčeto, oče takrat, tako ga nositi ni znal. Se spomnim še let, ko mlad in vesel, si nagel je rdeč za klobuk pripil. Od prazničnih dni pa mamo je pil, na plisu se z njo je veselno zavrtil. Starý očitov klobúk ostane naj tam, kjer visí. Tam, kjer počasi spet pridem domov, otroštva spomin obudi. Se spomnim še let, ko mlad in vesel, si nagel je rdeč za klobuk pripil. Od prazničnih dni pa mamo je pil, na plisu se z njo je veselno zavrtil. Ob prazničnih dni pa mamo je pil, na plisu se z njo je veselno zavrtil. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Matjaž Rešek, klobučarski mojster iz Škofje Loke, ostaja v naši družbi. No, nekaj o klobukih smo že povedali, zdaj pa morda besedico ali dve nameniva še klobuku kot statusnemu simbolu. Nekoč je klobuk veljal za en tak statusni simbol, kako pa na klobuke gledamo danes? Kot statusni simbol si klobuk na glavo nadene še kakšna dama. Drugače je funkcija klobuka postala bolj kot modni dodatek ali zaščita pred vremenskimi vplivi. Klobuke pa nosijo razne interesne skupine, kot so čebelari, lovci, gorska reševalna, folklora, godbe, Wild West, plesalci. Je pa tudi kot del službenih uniform slovenskih policistk in vojakinj. Tako da nekaj klobukov je še vedno živih, se jih še vedno nosi, vsaj pri nas. Kako pa je drugje po svetu? Prej ste že omenili izdelavo židovskega klobuka v Ameriki. Je drugje po svetu odnos do klobukov drugačen? Ne vem, pri kraljevih družinah jih najpogosteje opazimo. Kaj pa sicer? Ja, oni imajo klobuke še kot statusni simbol. Za Žide vem, da obstaja tovrstnih klobukov, katere sem se jaz učil izdelovati, preko 90 različnih višin glav in širin krajcev, kar posamezniku določi položaj, ki ga v družbi zaseda. V bistvu je enaka oblika klobuka na zunaj, ampak se po teh minimalnih razlikah višina glave, širina krajca, širina traku na klobuku loči ta status. Potem posamezne statuse med seboj. Torej, vi kot klobučarski mojster lahko že po klobuku ocenite človeka, pa mu pripišete vsaj nekaj lastnosti. A to drži, a se da to z klobuka prebrati?
Ja, če drugega ne lahko ceniš, koliko moš računa v klubu, koga pride kupiti. Odvisno od velikosti glave, ne? Tako. Zdaj, klobuk naj bi pasal na vsako glavo, naj bi dal piko na i stilu dam in gospodov. A kaj pa sicer pove izbira klobuka o človeku? To pove, naprimer, da človek da nekaj nase, da ima nek stil, neko pripadnost, pa klobuk mu zagotovo krepi zavest. Posledično ima pa tudi okolica spoštljivejši odnos do človeka, ki ga nosi. Ja, klobuki so tako kot še marsikaj v našem življenju zelo zgovorni, če jih znamo pogledati z prave strani. Mi si bomo zdaj le privoščili nekaj glasbe, v nadaljevanju pa seveda pogledali tudi, kako te mojstrovine, ki pašajo na vsako glavo, v delavnici Matjaža Reška tudi nastajajo. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Triglav moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. Ravan, v zimski idili, ne ostane verjeti, da tam zim spočije. Samoti srce, 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 srce. Triglav moj dom, če tudi je svet začaral s čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje, kazala mi kras, le nate sem mislil strastno ves čas. Kjer potok izvira v skalovju hlada, od Triglav moj dom, kako si krasan. Od Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih radovanj. V zimski idili, na strme vrhe, da tam si spočije v samoti srce. Tebi sem sanjal sred svetlih dvoran. Od Triglav moj dom, kako si krasan. Od Triglav moj dom, kako si krasan. Kako me izvabljaš iz nizkih ravan. V zimski idili, na strme vrhe, da tam si spočije v samoti
Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj odpiramo vrata v delavnico Matjaža Reška, klobučarskega mojstra iz Škofje Loke, ki ustvarja pod blagovno znamko Jim Klobuki. No, nekaj sva v Klobukih danes že povedala, zdaj pa se res lahko dotakneva tistega pravega dela. Izdelava klobuka, pravite, terja kar nekaj časa. Kako pa je pravzaprav videti izdelava klobuka? Kako teče sam postopek izdelave? No, izdelava klobuka od začetnih faz, to pomeni od kunčje ali zajčje kože, je okrog 70 do 100 faz. Jaz klobuk izdelam od pol izdelka naprej, to je približno polovico teh faz. Kar nekaj dela. Zato pa tudi traja minimalno 5 delovnih dni, za nek najenostavnejši klobuk pa lahko celo 10 ali več dni za kakšne zahtevnejše cilindre. Če greva kar od samega začetka, ko pride naročnik k vam, kako potekajo pogovori, kaj moramo vedeti pri izbiri ta pravega klobuka? Moški večinoma pridejo z izdelano idejo, kaj želijo, ali prinesejo sliko ali pogledajo vzorčne klobuke in izberejo. Ženske pa večinoma pomirjajo, to mi ne paše, to ni v redu. Pa znamo zakomplicirati, ne da? Tako je. Še celo, ko ga moški pomiri, pa pride žena. Pravi, kakšen pa si, to ti pa ne paše. V bistvu mi zbirajo promet. Ja, takšne smo pač ženske, ampak na koncu pa vendarle potem najdemo neko tisto ta pravo pot do samega klobuka. Kako pa potem vi zastavite delo? No, prej še pač izberemo obliko, barvo, opremo, trakove klobuka, da je pač narejen po želji kupca. Potem pa jaz faze nekako, če jih čisto na hitro par povem, vlaženje, kosmatenje, striženje, oblikovanje, sušenje, apretiranje, likanje ponovno, apretiranje, likanje, ušivanje, pa likanje. V glavnem, te faze se ponavljajo, pa med določenimi fazami pač mora klobuk stati, se sušiti, počivati en dan, da se dlake umirijo, uležejo v tisti obliki, v katero jih postaviš. Pravite, klobuk nastaja počasi in z užitkom, vsaka faza terja svoj čas in točno toliko ji ga morate nameniti, kot ga zahteva. Tako, že iz izkušenj, če karkoli preskakuješ ali hitiš, navadno delaš klobuk od začetka novega. Ja, kaj je pravzaprav krivo, da pride do tega, da je treba pravzaprav vse skupaj pustiti pa začeti na novo? Napaka, ne vem, ali kaj strgaš, ali ga prehitro daš v nadaljno fazo, pa se preveč skrči. In potem ne paše več na izbrano glavo, ne? Tako. Zdaj pri vas je vsak klobuk unikatno ročno delo. Zakaj takšna odločitev? To namreč terja kar precej potrpežljivosti, kot smo ugotovila že pri sami izbiri, pa ne nazadnje tudi pri delu. Verjetno je unikatnost tista, ki terja precej več časa, kot bi jo recimo neka serijska proizvodnja. Čisto vsi klobuki niso unikatni. Kar je večjih naročil za čebelarje, naprimer, kjer je 50 klobukov enakih, ali policistke, vojakinje, tam je pač se naredi klobuk enako, so vsi enaki. Ostali klobuki pa so pač prilagojeni glavi. Prvič je oblika glave z zalaganjem modelov, nekateri imajo ozke glave, okrogle glave, potem je izbira osnovnega materiala, obdelave površine, notranjega traku, zunanjega traku, raznih drugih okraskov in dodatkov, tako da se pač prilagodi vsakemu individualnemu kupcu posebej. Pa so kakšne posebne želje, kdaj, koliko ustvarjalnosti pa vam izdelava klobuka dopušča? Čisto vsega se ne da narediti, je pa
veliko možnosti. No? Že tudi po spletu lahko pogledaš, kakšne vse klobuke še drugi delajo, kaj se da od tam skopirati, kdo že s kakšno idejo pride, kalupi se dajo kombinirati, oblike glav, oblike krajcev, ročno oblikovanje, tako da so možnosti res velike. In kakšen je bil morda najbolj nenavaden klobuk, ki ste ga izdelali vi v vaši delavnici? Je prišel kdo s kakšno noro idejo, ne vem, da bi imel poseben klobuk za kakšno posebno priložnost? Ja, bil je en igralec in glasbenik, ki je hotel pol klobuka imeti ene barve, pol pa druge. Tako da sem delal 2 klobuka, razrezal čez pol, sešil zgornji pa spodnji del in je nastal tak malo bolj poseben klobuk. En klobuk z eno rezervo za vsak slučaj, ne, če bi se ta znucal. Drugo barvno kombinacijo imam še v delavnici, ja. Odlično. Če želite videti, morda lahko pobrskate po spletu in tam odkrijete tudi tole barvno kombinacijo. Za še več zgodb o klobukih in blagovni znamki Jim Klobuki pa ostanite v družbi valov Radia Sora. Z Matjažem Reškom vam še marsikakšno zaupamo v nadaljevanju. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Povsod, kjer mi seže pogled, lepota zasanjana, najti še lepši je svet, ki lepše je kot doma. Se z hribov daljave zazrem, pregričev dolin gora, daljavi že modro morje uzrem, je lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Veselo zabil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Sreće
Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole hitro teče tole ponedeljkovo jutro v dobri družbi. Danes tudi na Radiu Sora pokriti s klobuki Matjaža Reška, ki ustvarja pod blagovno znamko Jim. Matjaž, kako je nastala tale blagovna znamka? Zakaj Jim? Kako to, da ne Matjaž? Se je Matjaž, ampak na zadnjem mestu. Prej je pa še sin pa soproga. Tako. Kratice. Kratice je torej v obratnem vrstnem redu, tako da ima tale blagovna znamka verjetno posebno mesto, ne samo v vašem življenju, ampak tudi v vašem srcu. Ja, v bistvu je to družinsko podjetje. Pa kdaj sin pa žena tudi ustvarjata klobuke z vami? Ja, sin je šele 8 let star, pride pa že pomagati, ja, časno brusiti pa lakirati modele. Pogledati pa narediti kontrolo. Ja, predvsem. Pa verjetno vam tudi zapoje tisto otroško pesmico, kako že pravi, moj klobuk ima 3 luknje in tudi pri 3 luknjah na klobuku lahko pri vas priskočite na pomoč. Ste podjetje, ki je trajnostno naravnano in klobuke tudi popravljate, drži? Tako ja, klobuke tudi popravljam, obnavljam, preoblikujem, menjam opremo, tako da če se kdo naveliča starega klobuka, ga lahko naredim novega. Z le nekaj popravki, ne? Ker pri klobukih, če sem prav prebrala, velja, da so investicija ne za eno sezono, ampak za kar nekaj let. 10 ali več. Prav pred časom je en gospod iz Tržiča, mislim, da je bil, prinesel popravilo en star, umazan, zmečkan lovski klobuk. No, in ko ga je prišel iskat, ni mogel verjeti, da je to isti klobuk, ko ga je on prinesel. Tak klobuk, ki je hkrati zdaj nov, po drugi strani pa poln spominov, ne, in tudi neke čustvene navezanosti. Verjetno take stvari ponavadi ostajajo in jih hranimo doma. Ja, in veljajo še več, kot če bi nove kupili. Če smo že pri klobukih in vašem delu, potem velja omeniti še eno zadevo. Ne izdelujete in ne popravljate samo klobukov, ampak za potrebe svojega dela tudi pogruntate kakšen stroj za lažje delo pri izdelovanju klobukov. Kako pa poteka ta del vaših inovativnih delovnih pristopov? Ja, klobučarski stroji so pretežno po vseh tovarnah po Evropi precej stari. Niso tehnološko napredni, se pa dajo generalno obnavljati. Najslabša stran pri tem pa je, da novi so zelo, zelo dragi. In jaz sem v Šeširju pač spoznal tehnologijo in postopke, principe delovanja strojev. Potem sem si pa, ker si nisem mogel privoščiti, oziroma tisto, kar se je v Šeširju prodajalo, se je prodalo kot celotna linija. Jaz pa, da sem lahko svoje faze izvajal, sem si pa naredil razne pripomočke glede na princip delovanja strojev. In s temi stroji si seveda potem s pridom pomagate pri svojem delu, si ga ne nazadnje tudi olajšate. Kako zahtevna pa je klobučarska obrt? Kakšne spretnosti pravzaprav zahteva? Verjetno spretni prsti pridejo prav, moč, tudi vztrajnost, še kaj takega? Ja, pri oblikovanju predvsem teh močnejših klobukov je potrebno precej fizične moči, da se to oblikuje po kalupu. Zelo fina spretnost prstov pri opremljanju in finiširanju klobukov, znanja pa raznovrstno. No. V bistvu pri meni je bilo največja težava se naučiti šivanja na šivalnih strojih. Še posebej, ker ste precej pikolovski in precej natančni pri izdelavi, ne? Šivi morajo biti v ravni vrsti, trak ne sme biti za tisočinko milimetra premaknen, skratka, kar zahtevni ste sami do sebe. Zahteven ali ne, ampak če kdo želi imeti klobuk, ki je vse krivo zašito, bo pač kupil nekega kitajskega. Če hoče imeti pa malo boljš narejenega, bo pa pač mogoče prišel do mene. In si kupil klobuk, ki bo dobra investicija za naslednje desetletje, tudi 2 ali 3, če bo z njim pravilno ravnal. Tukaj je treba opozoriti, ne? Klobuk ni zamenjava za dežnik ali kakšno drugo vremensko nepriliko. Tako, klobuk je lahko manjšo količino padavin, snega, da ga pa ure moči dež zagotovo ne bo zdržal, ker je
pač post, ta material je prišita in voda bo prej ali slej nekje prišla skozi. Pomembno je tudi, da se pravilno suši, če se že malo navlaži, da se ga pravilno odlaga, pokrtači, občasno osveži. In če je material pravi, zdaj sem rekel, prej je gospod prinesel 40 let starega v popravilo in ko se je to očistilo in obnovilo, je bil klobuk kot bi bil nov narejen. Klobuk je torej investicija, ki je vredna svojega denarja, ampak običajno pa klobučarji ne ostanejo le pri enem. Kako jih izbirajo in kako pogosto si klobuk nadene tudi naš tokratni sogovornik Matjaž Rešek, pa po glasbi. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Stressing myself over you, figure it out what else to do. I don't even know where to start. I can't fight your cold heart. If only you had some compassion and say the words, I'm sorry. Understanding is not your strongest part. I can't fight your cold heart. Now I know you'll never change, and I know if I want to protect myself from the pain, I need to let you go. 'Cause your cold, cold heart would only destroy my soul. Your cold, cold heart. Your cold, cold heart. You've dragged me into the darkest place. I tried to escape, but it was like an endless race. Manipulating me is your art. No, 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 I can't fight your cold heart. All I ever wanted was for you to hear me out, but all you've ever done was shouting out on me. I can say to myself, it's wise and smart. Ooh, but I can't fight your cold heart. All I know, you'll never change, and I know if I want to protect myself from the pain, I need to let you go. 'Cause your cold, cold heart, your cold, cold heart would only destroy my soul. Your cold, cold heart. Your cold, cold heart would only destroy my soul. Would only destroy my soul. Na stežaj. radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Kje so tisti mladi fantje, ki so peli sred vasi? Dobro vem, da ni glasovi, niso še
še vidno se zberu, skupaj zvijejo glasove in ubrano zapojo. Zavrti zdaj kolo nazaj v čas teh dni, še vidno spomnim se, ti pismi narodne. Danes še imam, še enkrat, fantje, jo, zapojte nam. Sem popestri in ob žalosti slovisu se spomine prebudi. Ko zabojejo ti fantje, že nam se rosijo oko, saj se spomnijo na čase, ko podohno bili so. Zavrti zdaj kolo nazaj v čas teh dni, še vidno spomnim se, ti pismi narodne. V ušesih jo kotiček danes še imam, še enkrat, fantje, jo, zapojte nam. V ušesih jo kotiček danes še imam, še enkrat, fantje, jo, zapojte nam. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. O klobukih govorimo na današnji praznični ponedeljek na valovih Radia Sora, pa ne o kakršnih koli klobukih, ampak o škofjeloških klobukih iz delavnice Matjaža Reška, ki ustvarja pod blagovno znamko Jim Klobuki. Zdaj običajno velja, ne, da je Kovačeva kobila vedno bosa. Zato je zdaj lepo vsem na mestu vprašanje, kako pa ste vi in klobuki, kako pogosto si ga nadenete in koliko jih imate v svoji omari? Nekateri si rečejo, če imam kaj, imam pa denar. Jaz si pa lahko rečem, če imam kaj, imam pa klobuke. Tako da imam okrog 80 klobukov, eni so prstali na moji glavi, če sem jih poškodoval ali so bili za izmet. Drugače imam pa nekatere za delo, enega imam celo za izkaz pripadnosti, za na morje, za pražno opravo, različne oblike imam. Skratka, klobuk paše na vsako glavo in je primeren za vsako priložnost. Tako. Če sva že pri ljudeh, ki radi nosijo klobuke, kar nekaj znanih, lahko rečeva tudi promotorjev klobukov imamo pri nas v Sloveniji. Če sem prav videla na zadnjem koncertu, je vaš klobuk tudi na glavi Vlada Kreslina. Kako pa so sicer priljubljeni tile klobuki pri nas? No, Vlado Kreslin mojega klobuka nima, se še ni oglasil pri meni. Ima ga pa recimo Sixpack Čekur, pa igralec in glasbenik Nedo Tukalič. Pa Joško Daks-Kobler, pobudnik gorskih tekov, se je ravno zadnjič pohvalil na Facebooku, da ima tudi novega vašega. Tako je, že se najavil, da se še vrne. Odlično. Prej ste že omenili, da se kar nekaj nosi klobuke. Kdo pa jih nosi večkrat? Kdo po njih poseže večkrat? Mladi, starejši? Več klobuke nosijo moški, pri ženskah pa zadnje čase opažam, da punce nekje tam med 35 in 40 letom pridejo po klobuke, ja, in ga nosijo pač malo drugače, malo nazaj, bolj kot modni dodatek ali izraz svojega jaza. Bolj v zimskem času, morda bolj za na morje, za poletje? Te klobuki iz kunčje dlake, iz katere jaz klobuke izdelujem, so bolj za zimsko, jesensko, spomladansko obdobje.
Zdaj sem pa kot začel izdelovati tudi klobuke, katere perforiram, da so dobro zračni in te mislim, da lahko konkurirajo slamniku, ker slamnik, če je malo gosteje pleten, diha veliko slabše kot tak klobuk, ki ga jaz naredim. In ti, ki so dovolj zračni, pridejo verjetno prav tudi vedno bolj priljubljenim country plesalcem in plesalkam? Te imajo pa kar vztrajajo pri tistih težkih klobukih, kavbojskih, ne rabijo kaj zračnosti, oni raj potrpijo očitno. Pa dajo klobuk z glave, ko je prevroče. Ko je prevroče. No, zdaj sami si želite tudi klobučarsko obrt približati širši javnosti, tudi z različnimi delavnicami izdelave klobukov. Ena taka krasna ideja za darilo se mi zdi prav darilni bon, ki ga lahko dobimo na vaši spletni strani. Zakaj se vam zdi to tako pomembno? Zakaj je to en tak izziv, ki vam verjetno vzame kar precej delovnega časa, hkrati pa krepi nazadnje tudi priljubljenost klobukov in morda širi znanje? Do sedaj sem imel večinoma samo prikaze izdelave klobukov. Imam pa najavljeno za mesec maj neko skupino avstralskih rokodelcev, s katerimi pa naj bi šli malo bolj podrobno skozi faze izdelave. In kaj ljudi ob obisku vaše delavnice, ko vam lahko gledajo pod prste, običajno najbolj zanima pri izdelavi klobukov? Razen mene vse, od modelov, strojev, oblikovanih, izdelanih klobukov, že materialov. Večinoma so vsi zelo zadovoljni z obiskom. Radovedni, predvsem pa navdušeni nad tem, da lahko pri vas v delavnici poskusijo kar nekaj različnih vrst in modelov klobukov. Kako so videti te modne revije v praksi? Je pestro, kdo prvi poseže po klobukih, ženske, moški, takrat, ko je treba probati? Poizkušajo veliko več ženske. In kot sva že prej rekla, smo tudi veliko bolj zbirčne. Tako, zato so ženski klobuki tudi dražji. No, pa smo izvedeli še eno, lahko rečemo, kar življenjsko pomembno resnico. Zdaj, če sva že pri cenah klobukov, glede na vložen trud, na material, pravzaprav te niti niso tako zelo visoke, lahko rečeva, ker klobuki nenazadnje kar nekaj dlje časa zdržijo kot recimo kakšna kapa oziroma kakšno podobno pokrivalo. Cene klobukov so nekje od 100 evrov, pa mogoče do 250, take, ki so narejeni iz dlake divjega zajca. To pomeni, da je osnovni material že precej dražji. Poleg tega je klobuke iz tega materiala delam pač take, ki so bolj zahtevni, v kateri je vloženo tudi lahko 6 ali 8 ur efektivnega dela. In vašega znanja, ki, kot sva že dejala, nažalost malce bledi in izginja. Koliko mojstrov klobučarjev pa vas je še tukaj morda na škofjeloškem, gorenjskem koncu oziroma v Sloveniji? Prav pogosto niste posejani tu naokrog. Ja, Škofja Loka nobenega, Gorenjska tudi nima več. Jaz sem osebno sem spoznal 3 klobučarje, od tega se je en pred kratkim tudi upokojil, tako da sem jaz, pa v Ljubljani sta še 2, pa mogoče še kdo za kakšnim mogalom skrit. S katerim se še ne poznata, pa se morda spoznata v nadaljevanju. Zdaj, vaša želja je, da bi se to znanje ohranilo verjetno, da bi ta obrt ostala živa. Kako pa sicer gledate v prihodnost klobukov, klobučarstva? Česa si želite? Pa najprej bi si želel malo znižati te brutalne stroške za funkcioniranje delavnice. Drugače pa, da bi se ljudje čim več pokrivali z naravnimi materiali, ne samo sintetiko ali pa v večini primerov sintetiko, da bi klobuk nekako postal spet del vsakodnevne oprave, ker ni nujno, da je klobuk ravno na neko svečano obleko ali na jakno, na bunde, na vse lepo paše. Ali pa, da bi se spremenila naša miselnost, pa bi si vsak dan naredili praznik in zato tudi nadeli klobuk. To bi bilo mogoče še najboljše. Tako, mogoče lažje, vsekakor pa za vse, ki smo jim danes zbudile radovednost, velja tudi povabilo k vam na obisk, da bodo lahko klobuke videli tudi v praksi, jih pomerili in se vanje zaljubili. Kdaj, kje vas lahko najdejo?
Delavnico imam v nekdanji stavbi Tehnika na Stari cesti 2 v Škofji Loki. In tam imate odprta svoja vrata po dogovoru ali so kakšne ure, ko lahko pridejo vse radovedne duše pokukati, kaj se skriva pod klobuki? Sicer imam nek obratovalni čas, katerega kar dosti sovražim, v delavnici sem pa precej od ranih jutranjih ur do 3. 4. ure in lahko pokličejo in se kadarkoli dogovorimo za srečanje. In za pomerjanje klobukov, ki bodo zagotovo našli pot tudi do kakšnega novega ljubitelja tega pokrivala, ki je, kot rečeno, nekoč predstavljal statusni simbol, danes pa paše na vsako glavo, k vsakemu stilu in k vsakemu človeku. Matjaž Rešek, hvala lepa za tale današnji klepet. Vse dobro vam želim, veliko unikatnih, krasnih klobukov in še več zadovoljnih strank, da vam dela še dolgo ne bo zmanjkalo. Hvala lepa tudi vam. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj.